Rekel sem, da moram posneti tolo predavanje, ker je koristno. Vse te teorije zarote, ki se v teh časih napletajo na COVID-19, na cepljenje, mi grejo prav na živce. Zdaj 3-4 leta predelujem to teorijo zarote skozi psihoanalizo. Namreč Freud je 1907 in 1908 napisal 2 spisa na to temo. Seveda, imena teorije zarote tam ne zasledimo, govori pa o grotesknih in bizarnih verjetjih. In jaz sem prepričan, da tisto, kar jaz vem o psihoanalitični interpretaciji teorije zarote, je izjemno produktivno, še posebej zato, ker takole predavanje lahko psihoterapevtsko učinkuje na celo nacijo. Ne gre samo za Slovenijo, jaz sem poskušal osnovno neko interpretacijo, psihoanalitično interpretacijo teorije zarote posneti tudi v angleščini, vendar prevod tistega, kar sem jaz naredil leto še koliko nazaj, ni bilo dobro. Pa ne je to moja angleščina, ampak slab prevod je bil. Tako da tole predavanje bi bilo pomembno, če bi se našli ljudje, inštitucije, ki bi me angažirali. Ok, tole se bo znašlo na YouTubeu, se bo znašlo na Facebooku, ljudje bojo gledali ali pa tudi ne. Če bi pa neka inštitucija, Državni svet, NIJZ, Ministrstvo za šolstvo, recimo za učitelje, organiziralo predavanje, kjer bi jaz razložil, zakaj in na kakšen način so ljudje ujeti, ukleščeni v teorije zarote, bi se znal zgoditi nek uvid. Uvid v psihoterapiji pa pomeni uvid, da ti razpusti neko ukleščenost v nek simptom, v neko čudno verjetje, ker si pač prišel do spoznanja in do uvida in ker ti ga je avtoriteta servirala. In ta uvid bi dosegel, da bi se več ljudi cepilo oziroma da bi več ljudi zaupalo znanosti, avtoritetam, ki imajo neko znanje. Zdaj pa, jaz sem se potrudil pripraviti tale PowerPoint, tole že drugič snemam, prej danes sem že enkrat posnel 1:40, ampak mi ni PowerPoint slidov v zadju kazal, zdaj bom pa poskušal deliti share screen. Evo, zdaj bi tole mogli, pač dam še F5, tako ne prijem na tole. Zdaj bi pa tole mogli delovati tako, da vi vidite in mene in tole uvodno sličico, naslov, kako razumeti teorije zarote. Ok, jaz sem dvojni magister sociologije kulture, kar pomeni zadnje čase, vsaj zadnji 2 leti, pa tudi že prej. Jaz sem namreč bil v Bosni, pa proučeval sociologijo norosti okrog bosanskih piramid, tako imenovanih piramid, fenomen Semirja Osmanagića, in skozi sociologijo kulture sem želel razvozlati ta nateg, kolektivni nateg enega guruja, norca bom rekel, ki se razglaša za, ne vem, arheologa, je pa en psevdoarheolog, nek FDV sarajevski naredil in se ukvarjal z neko, paste, sociologijo piramid Inkov pa tako naprej. In zdaj pa on koplje tam dol rove, visoko tista brda razglaša za piramide in jaz to sem študiral 5 let nazaj. Tale oddaja Klepet ob kavi gosti ene same norce, ujetnike v teorije zarote. In moja specialnost je v teh časih se ukvarjati s sociologijo norosti, ljudi, ki stavkajo oziroma protestirajo, kolesarijo, se jih pač
NIJZ vlada otepa, ker negirajo vse ukrepe. In zdaj kot sociologijo kulture se da veliko o tem povedati. To, da sem magistriral iz motivacije, sicer motivacija v športu skozi psihoanalizo, je pa tudi pomembno, ker mene zanima motivacija v smislu, zakaj nekdo nekaj počne. No, in tudi zakaj nekdo fanatično verjame v te teorije zarote, to je pa tukaj moj ne Mission Impossible, ampak projekt, ki sem ga nekako elaboriral, neko predavanje, ki je zelo koristno, zdaj ga pa ponujam tukaj na eno konzumacijo. Skratka, te teorije zarote imajo neke značilnosti. Vedno mora biti neko v teh teorijah zarote zaznavanje nečesa skrivnostnega, nekega dogajanja, nekega načrta, skritega namena, s tem, da je v to skritost, to skrivanje vtkan še en pomemben element, senzacionalističnost, neka epohalnost. Mora biti to zraven, ker če ni nekega pravega užitka razpravljati o tem, o teh teorijah zarote, neka glomaznost mora biti, megalomanskost, neka senzacija taka, da se cel svet zgane. Ko začnejo govoriti o tej senzaciji, o senzacionalni interpretaciji, alternativni interpretaciji nekega velikega dogodka oziroma velikega dogodka, kakorkoli pač vzamemo. Ta senzacija je nekaj esencialnega, ki se drži vseh teorij zarote. Zdaj, v celi tej zgodbi vezane na teorije zaroto so pa, prej sem omenil, Freud je napisal dva spisa, 1907 in 1908, oba dva tematizirata groteskna in bizarna verjetja. Se pravi, neko videnje nečesa je tako čudno, tako bizarno, da ima že status neke farse, neke groteske. Vse te teorije zarote razlagajo neke ideje, neka dogajanja, neka stanja na tako specifičen alternativen način, da ima to status groteske, farse, bizarnosti. O tem je govoril Freud, s tem, da ni rekel, da je to teorija zarote. Zdaj, ta teorija zarote je na nek način, če nek kmet to gleda, ali pa znanstvenik, ki ima razbistrene poglede na svet, na sociologijo, na psiho, ki ve, zakaj se gre, bo takoj rekel, da je to pa neko neutemeljeno špekuliranje, neka domena, ki ima sicer v sebi polno adrenalina. Zganete. Človek, ki o tem govori, je evforičen, navdušen. In tisti, ki to posluša, wow, ima taka ušesa. Jaz zelo rad gledam filme, tudi znanstveno fantastične, ali pa te konspirične, bi bil bolj pravi izraz, ki tematizirajo neko zaroto, ki je potihem v ozadju vezana na neke epohalne stvari, senzacije. Rad gledam, ampak to imam jaz kot za znanstveno fantastiko. V realnem življenju sem pa bolj previden. Ampak ko gledam fantastiko, me to vzburja, sem not padem, to je zanimivo, ampak je znanstvena fantastika. Ali pa saj fantastika, če že ne znanstvena. V teh teorijah zarote gre za a priorno zoperstavljanje. To je temelj teorij zarote. Interpretacije nekega dogodka, nekega stanja oziroma nekega celega dogajanja, se pravi zoperstavljanje. Ideja, da gre recimo pri COVID krizi za globalni načrt depopulacije, ali pa vplivanja nekih, kako že reče ta Damjana Bakarič, nekih elitnih bankirskih družb, ki skušajo ne vem kaj še, ali pa Šorli govori o ideji depopulacije.
zoprstavljanje teorije zarote so tiste, ki se zoprstavijo nekemu globalnemu načrtu, da nekdo z nami hoče nekaj delati. In pa tu not padeš, ko to poslušaš, če nisi kritičen. Zdaj, ko zarotniki, kot jim rečem, tem, ki so vkleščeni v teorije zarote, ko govorijo o svojem videnju nekega fenomena, govorijo, da je nek vzrok v celi zgodbi, v teoriji zarote, ko jo razlagajo, še kar vzrok, zakaj se to dogaja. V ozadju cepljenja je ideja zmanjšanja populacije. Ženske ne bojo plodne, otroci bojo zastrupljeni, prej umirali, depopulacija. To je skrit namen nečesa, kar se dogaja. Se pravi, pojavila se je, virus se je pojavil, SARS-CoV-2, pojavila se je bolezen COVID-19, in tukaj v ozadju je namen. Njim ne pride na idejo, da virusi se pojavljajo, da se pojavljajo v spletu okoliščin, mogoče res tam v Wuhanu, kjer je tista tržnica, ki imajo tudi netopirje, ker znanstveniki vedo, da so te SARS virusi v živalih, tudi v netopirjih. In tam ti Kitajci, ki jejo vse živo, jejo tudi netopirje. In je legitimna teza, da se je virus na človeka tako rekoč preselil iz živali, iz netopirjev. Ampak zarotnike to sploh ne zanima, to negirajo to zgodbo. Oni imajo idejo o načrtu, skrivnem načrtu, ki bo nekaj naredil temu narodu oziroma celi svetovni populaciji. Kaj že? Starostnike bo umaknil recimo na Kitajskem, ali pa Kitajci delajo napad, subverzni napad na Ameriko. Ker v Wuhanu so bile neke vojaške igre, nekega oktobra, decembra se pa ta virus pojavil. In da so Američani prinesli virus, potaknili ga Kitajce. To je ta teorija zarote, ampak z drugim obeležjem. Se pravi, vzrok pa namen se vedno vtke v interpretacijo tistih, ki govorijo te senzacionalizme iz registra teorije zarote. Zdaj, ko zagovarjajo zarotniki te svoje nebuloze, te svoje, ne bom rekel teorije zarote, ker ni pravi izraz, domneve zarote oziroma špekulacije, te njihove nanašalne blodnje, to jih tako vse skupaj zapakirajo, da ne morejo negirati oziroma sami sebe prevarajo in zadevo tako interpretirajo, da se jih ne da zanikati. Da ne moreš reči, tukaj se pa suvereno motiš, ker se mu celo zadevo tako zapeljejo v interpretaciji, da pride najprej v osnovi do samo prevare. Avtoprevaralnost je ključni moment teoriji zarote in potem tako suvereno sami sebi lažejo, da so suvereni tudi pri plasiranju svoje ideje med običajne laike, ovčice, ki se nekatere takoj ukleščijo v to. Ker ti zarotniki suvereno bluzijo, suvereno. In jim ni tako enostavno oporekati, ker imajo zagovore svoje tako koncipirane, da so na nek način neovrgljivi. In bom pozneje, ko bom upeljal še Karla Poparja, tudi povedal, da ravno zato so tudi neznanstveni ti argumenti, ki jih imajo ti zarotniki. Zdaj, zgodovina zarote, teorij zarote je dolga. Včasih, ko ni bilo znanosti, so ljudje poskušali interpretirati dogajanje razno, tudi to senzacionalno dogajanje, recimo vezano na kralja, mogoče na faraona, ker tudi v Egiptu, menda tisti, ki so proučevali zgodovino teorij zarote, da so bile tudi tam že teorije zarote. Ampak razcvet teorij zarote se je zgodil, ko se je v srednjem veku zgodila znanost.
ko so znanstveniki določene stvari začeli razlagati. Zdaj tudi stara Grčija je imela svoje teorije zarote, oziroma v stari Grčiji se je verjelo, da je zemlja kovanec, ne? Se pravi ploščata in da mornarji ne smejo predaleč plut, ker bojo dol padli. In nekdo je pa prišel tam z nekim drugim mnenjem, da je pa zemlja pa mogoče pa okrogla, že zato, ker če vidiš tam ladjo dalec stran na obzorju, vidiš samo jambor, ne? Kaj če je zaopigana, ne? Pa tam sonček vzhaja, ga te prvo sam malo vidiš, pa čez dalje več, pa tako naprej. In ideja o okroglosti je bila legitimna svoj čas. Se je tudi luna okrogla, sonce je okroglo, zvezde so okrogle, vse je okroglo, kroglasto, ne? Kaj če je zemlja krogla? In takrat bi bila to teorija zarote, ampak tudi danes v teoriji zarote se ve, da določene teorije zarote imajo legitimnost, oziroma izkaže se, da ni šlo za teorijo zarote, ampak status teorije zarote je neka interpretacija imela, potem se je pa skazalo, da je tisto res. Recimo, požig Reichstada, nacistični, je bil najprej veljal za teorijo zarote, zdaj se pa vse bolj ugotavlja, da je mogoče pa to bilo res. Se še kar ne ve, kako je s tistim Reichstadom. Kolikor sem jaz to prebral na Wikipediji. Je pa tudi tam nek požig, ali pa napad na neko radijsko postajo v nacističnem času, ne, so bile tudi neke špekulacije, zdaj ali je, ali pa ni to teorija zarote. Tisti, ki so bili akteri, vedo, ne, v smislu, to smo mi naredili, ampak množično se pa to ne ve. Ko sem se jaz pogovarjal z enim slovenskim dobrim poznavalcem vseh teh teorij zarote, to par let nazaj, ne, koliko je bilo, on se je ukvarjal 10 let nazaj, pa še več, 20, s chemtrailsi, ne, to je znana teorija zarote, to je Mišo Alkalaj, on je izpostavljal, da obstajajo določene interpretacije nečesa, razlage nekega fenomena, nekega dogodka, nekega stanja, ki so imeli nekoč status teorije zarote, potem se je pa izkazalo, da je bila pa to res. Ampak to je zelo majhen del, pod 10% nekih vseh teh alternativnih razlag, ne, iz registra teorije zarote, torej se je izkazalo, da pa to ni bila teorija zarote. Zdaj bom rekel zelo hitro, ugotovim, kdaj gre za teorije zarote. Recimo, ko se je pojavil COVID-19, ta virus na Kitajskem, sem rekel, evo, to bo teorija zarote, ker je bila teorija zarote vezana že na prašičjo gripo, že ne vem koliko 10 let nazaj, pa in prejšnji SARS je to lobby farmacevtski naredil za nalašč, da bi prodal svoja zdravila, da bi prodal svoja cepiva, to so nanašalne blodnje, ki so legitimne, ampak ne vzdržijo. Že potem vidiš, da eni in isti ljudje, ki govorijo, da princesa Diana ni bila po naključju, ne vem, umrla v tisti prometni nesreči, ampak da je bilo to načrtno. Ali pa nekateri so jo ugrabili oziroma se je umaknila iz javnosti in zdaj tam še nekje živi. Princesa Diana. Še prej je bil Elvis Presley, ne, ki je umrl, se je umaknil, takoj teorija zarote, ker Elvis Presley, ikona rock glasbe svetovne, Diana, princesa, ikona kraljeve družine, Hitler, ne, še živi, ki je že v središču zemlje, ne, ali pa, ne vem, skrit v Argentini, pa take nebuloze, ne. Vedno, kadar je možno nek senzacionalizem naplest, se to zgodi. Ali pa ta pristanek na Luni. Ena največjih senzacij tistega časa, druge polovice 20. stoletja, 1969, 50-letnico smo praznovali, polet na Luno, pristanek na Luni. To je pa ni res, to smo pa insinuacija posneli na nekem studiu v Arizoni, ne. Takoj se je to pojavilo, zato ker je tukaj senzacija in NASA kot avtoriteta to izreče,
In gleda šmenta, par let po pristanku na Luni, se je že snimal film v Hollywoodu z enormno gledanostjo. To je vse odigrano v studiu. Pa so pa dokazovali, pa so pa recimo te glavni konspirologi, konspirologija ni veda, ki proučuje konspirologijo, ampak so neki konspiracisti, ali kako bi rekel, ukleščeni so v teorije zarote in ti so napadali te astronaute, Collinsa, pa te, ki so bili Aldrina, Buzz Aldrin, je imel izkušnjo, ko je nek zarotnik prišel tja in mu dej Biblijo roko gor, priznaj, da nisi bil na Luni. Samo šamar mu je stisnil, Buzz Aldrin. To je vse posneto. In ta isti, ki je težil Buzzu Aldrinu, je težil tudi unemu drugemu, ki je bil 72, kjerega leta, 74, tudi na Luni. So stari 80 let. In 100% verjamejo, so ukleščeni v svoja verjetja. Potem bom povedal, zakaj se to dogaja. In imajo neke svoje senzacije, torej senzacionalne teorije, alternativne razlage o, pristanku na Luni. In ko bo posadka šla na Mars, bo takoj teorija zarote, ljudje niso bili na Marsu. Konspiracionizem se naplete tudi na nezemeljske civilizacije, tako da tale David Icke, en prvih znanih oziroma najbolj znanih svetovnih konspiracionistov oziroma konspirologov, ampak konspirolog bi bil tisti, ki proučuje konspirologijo oziroma teorije zarote, ampak ta David Icke, to je ujetnik, ukleščenec v teorije zarote, to je nek patološki narcis, histrionik, nek fuzbaler z neko srednjo šolo, in pol s to hipersamozavestjo je tam začel nastopati v medijih in vsi so tam skakali okoli njega, ker je začel ravno nezemljane, reptile, kuščarje upeljevati v neke interpretacije. Ko se je pojavil COVID-19, sem šel tam iskati YouTube, David Icke, COVID-19 ali pa korona, ali vedno, torej, ko ga je vrglo ven, točno tisto je govoril, kar sem jaz napovedal, da bo govoril. To je zarota svetovne elite, pleninilske elite, bankirjev, vse živo je tam nanašal v svojih blodnih halucinacijah, intelektualizacijah iz registra geopolitike, po kateri je zadnja leta znan in zavedel cel svet, ker to ima par milijonov obiskov. In je bil takoj prepovedan. Takoj so ga, mislim, da celo zaprli. Z YouTubea umikali posnetke lanskega februarja. Januar, februar, marc, Kitajska, Lombardija, po celem svetu, on je to imel monologe. Suveren, ko tam norca dobiš, ko ti 100% prepričan, ti govori o vsem, hudiču, nezemljanih, 100% zanesljivo je to res. Tako zanesljivost in suverenost v izpovedovanju neke resnice imajo psihotiki na zaprtih oddelkih psihiatričnih klinik, pa takle norci, kot je David Icke. On je reden gost posod po svetu, v Srbiji, 3000 ljudi ga posluša tam v enih halah. To ima 5-6 urne monologe, predavanja. Normalni človek ti v 1 uri pa pol vse pove. Ta govori 6 ur v Beogradu. Klepet ob kavi, 2 dela sta posneta. Matjaž Obranovič, Makninec, Jasmina Kondorfer, pa David Icke. In to še ni vse. Ta David Icke s to svojo geopolitiko, tam mrgoli teorij zarote. Vem iz Srbije. Tam je tega ogromno. Ta je Marcela Štefančica vlekel za nos, da ga je imel tam 3 metre dolgega. Nos namreč, ne rep. David Icke je glavni v tem nategu, v kontekstu geopolitike ali pa zdaj tudi COVID-a. Drugi Američan, ta je Anglež, Škot,
je pa Alex Jones. Ta je pa popolnoma zdivjal Trumpa. Jaz tega la poznam Alexa Jonesa še iz časov, ko je tisti Zeitgeist film nastajal. Nekje en eklatantnih filmov, kjer se teorije zarote utkejo v cel scenarij in potem z nekimi intelektualizacijami pa nanašalnimi blodnjami zdivjajo narod, gledalci. Narod potem verjame, ne? Verjame. Alex Jones, bi rekel, desna roka Donalda Trumpa. In vseh tistih, ki so jurišali na Kapitol, vključno s tistim vračem. Alex Jones je za njih, to je radijec, bog. Potem pa še tale Mike Yeadon, ta dva sta menda ima ta srednjo šolo, Ike pa, sigurno Ike je nogometaš, bil srednjo šolec, ta pa ne, mogoče ima kak novinarski faks, glede na to, da je radijec. Ampak tale Mike Yeadon, ta je pa farmakolog, oziroma bil je eden pomembnih mož, znanstvenikov, doktorjev v farmacevtski industriji. On je glavni anticepilec. In trdi, da so cepiva škodljiva oziroma nateg. In on je strokovnjak. Ampak New Yorkski Times, revija, ga je označila za junaka, zmagovalca, brez konkurence v podajanju teorij zarote. Mike Yeadon. In teli naši ukleščenci v teorije zarote kličejo na pomoč ravno tega Yeadona. Pa še te naše, rekel, ameriška tale, kaj že, Caserta, Jerneja Tomšič Caserta, mikrobiologinja. Tam poročala z enim Italijanom, živijo v Ameriki, to je redna gostja, tam Maske dol, Anice Bidar, ali pa vseh teh anticepilcev, ker ona je disidentka te stroke, ali pa Srbija, sem jo prej omenil. Tam imate dve psihiatrinje, najbolj udarna antivakcinerka, že dolga leta je neka 40-letna dobra mrha, Jovana Stojković, poznam njena predavanja, njena stališča, ona je nasedla tistemu znanemu Angležu, Andrewu, zadnjič je bil film, ki je trdil, da otroci, ki so cepeni, dobijo avtizem. To je skrajni nateg. In ta Jovana ga ima za referenco. Potem je pa še ta druga psihiatrinja, pametna ko sam Satan, pa tudi žleht, kolerična, brez trohice moralne razsodnosti, Mila Alečković. Nekoč še Nikolić, zdaj ima pa Jiva Batjeja. To je nek francoski novi mož. Mislim, tej Mili se tudi meša ravno iz registra geopolitike. Tam ima take nanašalne blodnje. Jaz sem stopil v kontakt z Zoranom Milivojevićem. Rekel, Zoran, pa šta se dešava z ovom Milom? Jaz sem še dajal za referenco. Preposlušal, da imam 50 ur njenih intervjujev, imela je svoje oddaje, njenih monologov. Zdelo se mi, da je kredibilna. 10 let nazaj sem jo dajal za zgled, če Slovenija pa nima neke take avtoritete na področju psihe, kot je Vladeta Jerotić, Zoran Milivojević, Mila Alečković, še takrat še Nikolić, mogoče imamo Vesno Vugodina, ok, zdaj kaj sem jaz, kaj nisem, ok, imamo Žižka, imamo Dolarja. Zadnja leta so se aktivirali še nekateri tudi zato, da bi se mene malo utišalo. Matjaž Lunaček, ki tudi ni toliko slab, ne. Ampak ta Mila Alečković je svojo geopolitiko, s svojimi nanašalnimi blodnjami, že pred 10 leti, ko sem jaz verjel, zabluzila, ravno ker se je ukleščila v nekatere, ali pa da bomo rekel številne teorije zarote. In zdaj Srbija je po mojem videnju svetovna prvakinja v teorijah zarote. Da greste vi gledati, recimo, Tito je bil dvojnik, ne? Pa je tam Joška Broz, to je vnuk od Tita, to se je razčehnil, da bi tam dopovedal Tito iz Kumrovca, da ni, ne, si se pogovarjal s svojim detkom, pa Žarko, ne, ki je čist
ko jajce jajcu si je podoben s svojim fotrom Titom. Joška, mislim pa, da je Joška Broz, je sin od Žarka Broza, tistega, ki mu je na ruski fronti roko odbil, granata med vojno. No, tam so teorije zarote, da je Tito zamenjan. To je teorija zarote, tudi tale kolega iz Faktorja, Boštjan Marko Turk, tudi obseden s teorijami zarotami, z iluminati, prostozidari, da so začeli, pazite, prva svetovna vojna, da je to načrtovano strani prostozidarjev. Nisem šel tistemu, ki se spozna na prostozidarstvo in je rekel, to ni nič, to ni res, to je teorija zarote. Mi smo imeli pa Faktor na to temo. Prostozidari na slovenskem. Ker prostozidari pa iluminati so vtkani v te številne zgodovinske kontekste, češ, da so francosko revolucijo sprožili iluminati oziroma prostozidari, da je, ne vem, neodvisnost Amerike, pa tista vojna sever in jug, da je vse tam delo prostozidarjev, da so imeli tam glavne poteze so prostozidari, evropski vodil za Ameriko. Mislim, to ni, da ni kakšne nanašalne blodnje, intelektualizirane, imajo nekateri, ki so vkleščeni v to paradigmo teorije zarote. Tisti, na kateri sem jaz tako rekoč diplomiral iz teorije zarote, je bil pač Semir Osmanagić. Šel v Bosno in tam ta natek uživo spremljal 20-30 ur intervjujev tega Osmanagića, sem preposlušal, da vidim, odkje se človeku ta norost ukorenini not v psiho, pa kako to zaznamuje sociologijo neke regije ali pa nekega širšega območja. Ker bosanske piramide so svetovni fenomen natega. Egipčani so hodili gor to gledati. To jih je bilo groza. Kako si upate en Bosanc razglasiti eno brdo, da je to večja piramida kot Keopsova. Skratka, zdaj nadalje. Ključen pri teorijah zarote je občutek. Občutek tistega, ki je vkleščen v teorijo zarote. Da se mu nekaj, oziroma da se narodu nekaj prikriva, da se ga zavaja. In da je v ozadju neka avtoriteta, zdaj uradna, ali pa tudi skrita avtoriteta, bankiri, tam neki vlade nekje v senci, neka plenilska elita, bi rekla Damjana Bakavič. Zdaj, ali je posameznik, ali je inštitucija, organizacija, zdaj ni pomembno, ampak pomembno je ta občutek, da je nekdo nekaj v ozadju, ki prekriva resnico in ta namera, ki je v ozadju, je sovražna. Obstajata pa še dva ključna pogoja. Ključni pogoj, ki sem ga že skozi prej izpostavljal, da se mora zgoditi novica oziroma dogajanje na nekem senzacionalnem področju. Ne tam, da se je nekaj prevrnilo, pa da je ne vem kaj. Senzacija mora biti. Se pravi, nezemljani so senzacija. Luna, senzacija. Mars, senzacija. Votlo zemlje, senzacija. Senzacionalne osebe, Diana, Hitler, Elvis Presley, vse to senzacija. Epohalno mora biti. Ker je tukaj več adrenalina in potem, pa če se najde še avtoriteta, ki reče, umrl je Elvis Presley, on je dvojnik, on je nagačen, pravi Elvis Presley še živi, ali pa Hitler. On tam, ki je bil zavit v tisti tepih, zažgan, so ga najdeli Rusi, to ni Hitler. Hitler je via Argentina, pol pa v središče že zemlje. Zemlja je votla. In tam je povezan z nezemljani. Ki pa not prideš zastraženo. To je pa noben ne more to odkriti, ker ti pol tako zakamuflira, da ne moreš dokazati, da se on moti. To je pa največja skrivnost na svetu, kako se pride v središče zemlje. Zato, da ne moreš dokazati, pa reči, ne pokaž, kje pa je vhod, te pa zmrzne. In ima racionalizacije take, da to kognitivno disonanco, o kateri bom še govoril, zanulira, ublaži logično neskladje
nekih fizikalnih zakonitosti, moraš ti kar v središču zemlje priti. Skratka, avtoriteta, senzacija, ta kombinacija je sprožilec pri nekom, ki ima dispozicije, da začne v to verjeti, da se mu začne porajati ta občutek, ki je ključen. Občutek, da ga nekdo zavaja, da je v ozadju nek skrivni načrt. Se pravi, tretji pogoj je subjekt, ki je po definiciji slepec, sužen svojega nezavednega. Torej, človek nima svobodne volje, je ujet v svoje nezavedno. To je temeljna predpostavka psihoanalize. Subjekt pomeni slepec, sužen, dvakratni slepec je, če bi šel v detajle. In v bistvu je ta, ki je vkleščen v teorije zarote, žrtev svojih nekaterih potlačitev, ki botrujejo tem občutkom, ki so 100%, da je nekaj narobe. Žrtev, sprožilec, potem se pa rodi občutek. V ozadju so v tem subjektu, kot otroku še, neka zavajanja. V ozadju so zavajanja strani neke avtoritete, kdo če drug biti tako starši. Starši so ključne avtoritete, ki otroka v enih segmentih otrokovega iskanja resnice zavajajo. Starševsko zavajanje je ključno v celi zgodbi. O tem recimo Grošovnik nič ne govori. Zato, ker se ne spozna na psihoanalizo. Ne gre za to, da bi se mu učitalo, ampak psihoanalitiki, če se poglobijo v teorijo zarote, ne morejo mimo dveh Freudovih spisov, ki bom pozneje omenil, pa tega občutka, ki ima jedro nezavedno. Se pravi, nezavedno vsebuje potlačitve, infantilne potlačitve, iz registra zopet nekih takratnih infantilnih, hiperinvestiranih, hiperlibidinalno investiranih senzacij. Senzacije, senzacionalnost v otrokovem gor spravljanju oziroma v obdobju odraščanja, največja senzacionalnost je razlika med spoloma, anatomija genitalij in odkot prihajajo na svet otroci. Ne, kako dež pada, ne, kako pa iz oblakov dež pada dol, ne, pa zakaj je po noči tema, ne, ni sonca. To ni senzacija. Senzacija je, zakaj mamica nima lulčka, recimo za sina. Ali pa kako je zdaj mamica kar naenkrat tistega dojenčka prinesla, pa ni več suha, prej bila pa debela. Torej ni več debela, zdaj pa suha. Kje je zdaj ta dojenček bil? Ne mi govori, da je štorkla prinesla, ne, kar so včas flancali otroke, ne, jih nalagali. Mali otrok se zanima za tega bratca, sestrico, odkot to pride na svet, kako pride v materin trebušček. Ne, to je ta enigma otrokovega otroštva, ki ga preokupira v enem obdobju. In to je ključno za razvoj teorij zarote. Po Freudu, jaz bom pa še nekaj potem dodal. Se pravi, nezavedno jedro, vezano na otroštvo, botruje tem občutkom, nezavedno jedro tega subjekta oziroma te žrtve, spodletelih občutkov, ki imajo zaradi jedra tak status, ne, kakršnega imajo. Ne. Imaš občutek in se motiš, ker te nezavedno jedro sili v ta občutek, ki je zmoten. Nek normalen človek pa to gleda, kakšne neumnosti pa govoriš, meni se zdi, zdi se ti. Ne? Zakaj se ti pa zdi? Zaradi nezavednega jedra, ki je vezano na hiperlibidinalne investirane potlačitve, ki imajo status senzacije. Cela zgodba okrog teorije zarote je povezana s tem fenomenom tako imenovane kognitivne disonance. To je anomalije v logičnem sklepanju, nekonsistentnosti v razmišljanju, popačenosti v razmišljanju. Logika v enih situacijah odpove, ker ti moraš občutek, ki ga imaš, legitimizirati z neko konsistentno logiko. Če pa pride do kognitivne disonance, ti pa ta konsistentnost v logiki odpove. Potem moraš pa
z nekimi racionalizacijami ublažiti nelagodje, ki ga čutiš, neprijetnost, ko ti vidiš, da ti ne moreš skupaj dati in si moraš racionalizirati in si utkati v interpretacijo, zato je, da je zgodba inteligibilna, moraš si prikrojiti, racionalizirati ene stvari, zamašiti neko luknjo v logiki, mašilo v manjku smisla, bi se reklo v antropologiji. In takrat si začneš racionalizirati. To je pa obrambni mehanizem. Racionalizacija je obrambni mehanizem, ki ti tebi prikroji nek kontekst v razmišljanju, neko polovično dejstvo ti prikroji tako, da si ti zadovoljen, sam sebi lažeš tako suvereno, da si kar verjameš, ker ko sam sebe nalažeš, je zgodba inteligibilna. Na rep pa glavo pa vse štima. Zato, da se zabriše ta kognitivna disonanca, ki je v osnovi boleča. Opazovalec to vidi, pa reče, poglej ti tole, kaj pa ti to rekel, on ti pa takoj da mašilo v manjku smisla, torej to mano, in zracionalizirano prikroji neko verjetje ali pa neko mašilo, da noter, kot da sistem postane, Freud bi rekel, inteligibilni. V tej inteligibilnosti se pa najdejo neke intelektualizirane racionalizacije, nanašalne blodnje z intelektualnim statusom. To je pa o čem skrito, to je pa kvantno, to je pa ezoterično. Ko pa je ezoterika, je nekaj, čemu ne moreš oporekati. To je pa duhovna stvar, to je pa božja stvaritev. Ti da noter zato, da je pomirjen, da je sam sebe suvereno nalaže in vse ostale. Nek znanstvenik pa pride in temu z nanašalnimi blodnjami, intelektualiziranimi, ni kos. In potem, ko človek sam sebe prefilma, se fajn počuti, doživi ugodje, nek užitek, ki je podoben nekemu zadoščenju, ki ga je otrok doživljal v svojem otroštvu, ko se je opiral avtoriteti, ki ga je hotela nalagati. Ko tam ti, zdaj bom v Freudovem času, so bile te štorkle, dojenčki aktualni, otroka so nalagali, da bratca, sestrico štorkla prinese, tako kot njega. On je pa vedel, da ni res, ker je videl tisto mamico debelo, pa polki bratec pršel, sestrica ni bila več debela, pa tako naprej. In on je sam sklepal in je užival, ko je videl, da ima on prav. Potem pa, ko je odraščal, se je popolnoma prepričal, da ima prav. In je bil zmagovalec, dobil je zadoščenje. Zadoščenje, ker je končno zdaj pa spoznal, da ima on prav, avtoriteta se pa moti. In tukaj se zadoščenje ima pa status užitka. In ta paradigma zadoščenja, ko mali otrok spozna, da ima on prav, z leti spozna, da ima on prav in da niso imeli starši prav, ko so ga zavajali pri nekih epohalnih dogodkih, ker ni sam štorklja tista, bom še povedal, kaj je tisto. Ta paradigma se mu uveljavi v odraslosti in odrasli, ujetnik v teorije zarote, on uživa po načelu, da ima on prav, tako kot je imel kot otrok prav. On ve, da ima prav, 100% ve, ker ob sprožilcu aktivira to nezavedno paradigmo, tistega verjetja, da ima on prav, starši se pa motijo. In ta paradigma se mu uveljavi, nekoč je zadoščenje doživel, zdaj pa zadoščenje dobi status užitka. In ti zarotniki uživajo. To mu ne moreš dopovedati, da je zemlja okrogla. Ne moreš mu to dopovedati. Ti se motiš. Ploščata je, ima sicer okrogla oblika, drugače pa ploščata. In pa je zavija z očmi, ko mu hočeš dopovedati, mu ne prideš do živega. Ali pa ti, ko misli, da je pa votla. Ne moreš, 100% mu ne moreš dokazati. Zdaj, da je to res tako, to vam jaz eksperimente s hipnozo
pokazal, ne? Ali pa Darren Brown, tam, ki dobil v Vegasu ene nedožne tam neke babe, pa jim tako preprič in ne s hipnozo, z neurolingvističnim programiranjem dopovedal, da je rumena barva v resnici rdeča, rdeča pa v resnici črna. In pa pride babica ven, pogleda svoj avto, prav lega avto, samo mi ga je pobarval, ni več rdeč, zakaj pa je črn, moj avto je rdeč, pa isto registrsko številko ima, ko pa je to, svoj avto je videla črn, ne rdeč. Ona je rekla, to ni moj avto, moj je rdeč avto. Videla ga je, ne. To so te sugerirane kognitivne disonance, ne. In potem pride od muke, ko nek subjekt, ko mora neki svojo logiko, gnilo, nekonsistentno logiko skompatibilizirati, se pravi anulirati kognitivno disonanco, ustvari racionalizacije in mozak je toliko pametni, miselni sistemi so toliko pametni, da točno to lahko naredijo. In ti možgani najdejo, miselni sistemi ti najdejo tako inteligibilna mašila, da cela zgodba kar naenkrat postane logična, tudi nekomu, ki posluša tega, ki se mu je kognitivna disonanca prefukala celo logiko. Nek nevtralen, kar konsistentno jedro, ne. Znanstvenik pa to gleda, ne more verjeti, da lahko eden tako skrene v logiki. Temu se reče kognitivna disonanca, kognitivna distorzija, bi rekel, izpah logike se pa zgodi pa bolj motenim ljudem, recimo tistim, ki imajo neko nedefinirano osebnostno motnjo. Pa kognitivno distorzijo, tudi šizofreniki. Ne samo kognitivno disonanco, ampak distorzijo, bi rekel, izpah logike. Zdaj, še en fenomen, ki jo bežno omenil pri tem uživanju je, da konspiracisti pa konspirologi, ukleščenci v te teorije zarote, zarotniki, doživljajo ugodje cel cajt doživljajo ugodje, ko oni razpravljajo o temi, to sem kar smeji, z neverjetnim fanatizmom, to so polni adrenalina, to so z užitkom razlagajo. Fenomen, ki ga je mogoče tukaj vpeljati, je fenomen prihranka psihične energije oziroma predhodnega uživanja oziroma vnaprejšnjega uživanja. To sta dva koncepta oziroma dva koncepta v osnovi, dva izraza se pa uporabljata, vnaprejšnje oziroma predhodno uživanje. Prihranek energije je pa koncept, ki razlaga smešno v delu vic in njegov odnos do nezavednega. To je Freud napisal v neko knjigo, ki je izven psihoanalitična in govori o tem vnaprejšnjem uživanju, predhodnem uživanju, pa prihranku psihične energije, ki jo je treba ta prihranek odsmejati v doživljanju nekega vica, smešnice, anekdote, humorja. Prihranjeno energijo odsmejemo. Tukaj se pa tudi zgodi neko uživanje, predhodno oziroma vnaprej človek uživa, pa še sploh dokazal ni, da ima prav. On si mane roke, moja alternativna interpretacija je resnica. In uživa že vnaprej, preden se to sploh dokazal. In se nič ne dokaže, on pa že uživa. Ta koncept je Freud razlagal tudi v delu 3 eseji o teoriji otroške seksualnosti. Dolg naslov. 3 teorije o seksualnosti, skrajšano. Kjer je tudi Freud govoril o predhodnem oziroma vnaprejšnjem uživanju v nekem erotičnem kontekstu. Še preden se dogodi tisti akt, že v predigri človek uživa, ali pa že ob misli, da se bo nekaj z registra ultimativnega uživanja zgodilo, že vnaprej uživa. In tale zarotnik uživa že vnaprej, ker ima idejo, da je njegova interpretacija zmagovalna. In da bo končno razkril avtoriteto, vlado, NASA, Bill Gatesa, ki ima zaroto. On jo bo pa razkril in on uživa
skoraj tako, kot jaz zdaj lahko razlagam. Torej, zdaj smo tole dolina visoko, piramida, sunca je tale, tiste žarek je umetno narisan, gre za obično Brdo. Jaz sem tle plazil gor, vse sem premeril to doma s kompasom, če je kaj. To je fototrik, to ni piramida. Brdo, pa so pa hoteli pa tunele graditi, skopati. Ne, tuneli so tle prvot dol. In Osman Nagić trdi, da še niso vsega odkrili, da je to še pod piramidom. Tukaj suvereno laže. Cela regija pa tako 10-15 milijonov evrov dobi na ta račun tega na tega. In pa nimam srca, da mu oporekam. Mislim, oporekati mu je treba za voljo znanosti. Zdaj, piramida ljubavi je še pol tja. Tam so neke srednjeveške arhitekturne, ostanki arhitekture srednjeveške so. To pa govori, da je 30 tisoč let staro. In potem neke naključne kamnine, ki imajo neko geometrično formo ima, in to je znano iz arheologije. Poznavalci kamnin povejo, da je to naravna tvorba, on pa to veštačko, da je to umetno narejeno. In pa gre pa 30 metrov stran odkopavati so same skale, kot mogla biti, ne vem, kvadrit na Keopsovi piramidi, tam ni nič, dol sem bil. No, na celo to teorijo zarote se utkejo nanašalne blodnje, racionalizacije, to je obrambni mehanizem, kognitivna disonanca je poseben fenomen, ki so ga proučevali, ne vem, kaj je že bil ta Leon, kognitivna disonanca, to je kar zahteven psihološki koncept, ki je del vseh teh teorij zarote. Značilnost je a priorno kontriranje uradnih stroki, uradnih znanosti, uradnim avtoritetam. To so vsi atributi teorije zarote. Polno je nelogičnosti. Če fejst si pametna, pa ima zdravo kmečko pamet, pogledaš, nelogično razpravlja. Napako ima v sklepanju. Sklepanje je popačeno. Nelogično sklepanje. Grošovnik govori o hoteni nevednosti, ali pa mogoče to tudi po svetu tako govorijo. Jaz sem govoril o motivirani nevednosti. Hotena motivirana nevednost. Nočiš vedeti. In imaš potem kognitivno disonanco, zato ker ti je prijetno, ker sam sebe nasirješ in resnica, ki si jo prikrojiš, je taka, da je z njo lažje živeti. Hulk, kar švedski, Marko Potrč, ni tega zdaj, Švedska pa nima, zato ker je toliko nadležno, da če je pa COVID pa res toliko zajeban, potem si mi pa svet sesuje. In zato, ker je ta neljubi scenarij, da se mi svet sesuje, da se vse sesuje, toliko neljub, toliko nadležen, si zracionaliziraš, imaš hoteno nevednost. To je nek poseben, kako rekel, efekt blažilne interpretacije. Ti si blažilno resnico, ti si tako prikrojiš, da z lahkoto živiš z njo, ker sam sebi toliko lažeš, da si verjameš. Ampak ne gre tukaj zgolj za teorijo zarote, ampak zanikaš, negiraš obstoj COVID-a, ker dejstvo, da COVID obstaja, je tako nadležno, da se ti svet sesuje, da te kap zadene, če je to res. In potem si zracionaliziraš, se nadmudriš, si daš to lažilno interpretacijo, avtoprevaralno interpretacijo in potem je luštno živeti. Sam se plažeš, ne? In to je obrambni mehanizem. Rekel celo efekt tolažilne avtoprevaralnosti. Zanikanje. Avtozanikanje. Nečesa, kar ti kognitivni aparat servira kot spoznanje, neljubo spoznanje in ti sam se zracionaliziraš
da tega ni. In se sam sebe scat pelješ, ne? Nadmudriš se. To je nek poseben efekt tolažilne avtoprevaralnosti, bi jaz rekel, ne? Potem v tej zgodbi seveda še intelektualizirana halucinacija, ne? Neke, bi rekel, fantazije iz registra halucinacije, tako rekoč, intelektualizirane oziroma intelektualne halucinacije. In potem imaš ta inteligibilna, ne, z repom pa glavo, konsistentna celota, bizarna verjetja. Še vedno so bizarna, ampak imajo konsistentno logiko. Inteligibilno logiko z repom pa glavo. Inteligibilnost je koncept, ki ga je Freud vpeljal v interpretaciji sanj. Sanje, ko jih sanjamo, imajo rep pa glavo. So inteligibilne. Zato pa poskrbi sekundarna elaboracija, drugotna obdelava. Se pravi, zgodba za to, da ima rep pa glavo in da mi sanjamo tisto, kar je bistvo sanj, latentno bistvo sanj, popek sanj, moramo v to uradno zgodbo, ki jo sanjamo, noter na flanjcat, bi rekel, nasaditi neke segmente. Ti segmenti imajo status sekundarne elaboracije. In če greste dol v visoko, sekundarna elaboracija je, da je voda dokončala tiste rove, ki so jih že ljudje pred 30.000 leti skopali sami, ne? Voda je to naredila in voda je potem tudi vse zamašila, ne? Zato so mogli na novo odkopati. Kje bo zdaj voda to naredila? Ampak voda je to zamašila, te rove, ki jih mi zdaj odkopavamo, to je na status sekundarne elaboracije, zato da lahko ti svojo osnovno nebulozo, ne, koliko so nezemljani ali pa civilizacija 30.000 let nazaj naredila piramido, pa da so imeli že rove pod piramido in po celi dolini visoko. Ne, sekundarna elaboracija, zato da je cela zgodba, ki jo tam kot nanašalno blodnjo serviraš, inteligibilna. Ja, kaj je zdaj tole? VTC. Mislim, jaz sem imel enega pacienta, ki je meni razlagal, magister fizike je bil, no, zdaj bi že doktor, povezan s hišo eksperimentov. To je meni računal v tej pisarni. In pa sem videl, kje ima zdrs. On je tam na računu, da je mora biti eksplozija, ker tisti nekaj pada navzdol hitreje kot gravitacija. In pa sem rekel, čakajte malo, če vi nekaj zlomite, se sprosti prožnostna energija in vseka po nečem in tisto nekaj gre hitreje kot gravitacija, ne? Od 10 metrov na sekundo hitreje, ker je prožnostna energija dala pospešek. Pot pa jecat začel, ne? Magister fizike, srednješolski profesor. To je imel kopico nanašalnih blodnj. Jaz sem klical vse živo tam, v hišo eksperimentov, vse sem klical. Ja, malo je čuden, ja, ne čuden. Zdaj pa, gospod, če mi verjamete, če ste prišli k meni, greva lepo na psihiatrično kliniko v Polje, pa boste šli na tablete. To so mi že doma rekli. Jaz nisem nor, norc ne ve, da je nor. Ampak norost je psihoza, nanašalne blodnje, povezane s teorijo zarote, je pa poseben psihološki fenomen, ki ni v rangu psihoze, ampak kognitivna disfunkcija je tako močna, da se napletejo še nanašalne blodnje, ki imajo paranoidno valenco lahko, ne. Pa se ugotovi, mislim, te VTC-je sem jaz 20 let nazaj rekel, da ne obstaja. Takoj sem vedel, da bo teorija zarote, ne? Ampak sem rekel, da ne obstaja dovolj veliko število psihopatov, to jih mora biti 100, pa 200, da speljejo projekt zminiranja VTC-ja v pričakovanju, da bo 5000 ljudi, Američanov nedolžnih, umrlo v VTC-ju. Ne moš ti 100-200 norcev najti, ki bo po 20 letih tiho, noben ne bo zblebetal,
Vsi so pa vedeli, če mi to zminiramo, bo naših sodržavljanov 5.000 umrlo. Pa ne vem, 10.000 otrok bo brez staršev. Ne najdeš. In nekateri, ki so fenomen VTC-ja proučevali, so se točno na to obesili. To sem jaz pred 20 leti povedal. Da človek ni tak psihopat, da to lahko naredi svojemu narodu. En že, 2, 3, ne pa 50, 100, kot bi jih bilo potrebno, da bi se tole zrušilo. Se pravi, VTC, teorija, da ni bilo avionov, da je vse natek, da so Američani to sami izminirali. Pa da onega aviona v Pentagonu, ki je posnet na 5 kamerah, da ga ni bilo. Čakajte malo, kamera je posneta, turist. Kako da ga ni bilo? In potem začnejo racionalizirati. In potem imajo to teorijo, ki je neznanstvena, šarlatanska. Teorija zarote. In potem na tej točki pa potem pride na sceno Karl Popper. Ta je pa rekel, da je ena teorija lahko znanstvena, oziroma jo imamo za znanstveno, če lahko oporekamo. Če se ji pa ne da oporekati, da je tako prefinjeno ali pa glupo, skoncipirana, da ti tej nebulozi ne moreš oporekati, je pa to neznanstvena teorija. Religija ni znanstvena, zato, ker ti ne gre za to, da ti Boga ne moreš dokazati. Gre bolj za to, da je nemogoče oporekati tezi, da Bog ne obstaja. Ne da obstaja, da ne obstaja. Neko brat je tukaj, po Karlu Popperju, je bolj problem v tem, da se ne da suvereno zanikati oziroma zavreči te teorije zarote. Ker če poslušate Obranoviča, da ga vprašate, Matjaž, kako pa vi veste to? So mi povedali na skrivaj Nezemljani. Kako bo zdaj ti njemu oporekel, da ni res, da so mu Nezemljani to povedali? Ker Nezemljanov ni. Kako ni? Meni so to povedali. Na skrivaj, nihče ni videl, nihče ne ve. Ali pa Atlantida je še vedno pod oceanom. Samo to je skrito, to noben ne ve. To je strogo varovano. Dokažite, se ne da dokazati, ker je strogo varovano. Vhod v središče zemlje je strogo varovan, to nihče, 3 ljudje na svetu vejo. Tam noter so pa Nezemljani. Daj gremo gor, da bomo najdli to. Ne, se ne da najti. Tako se zavarujejo te zarotniki, ukleščenci, da ne rečem norci. Skratka, ta obsesivna verjetja, ti občutki, te kompulzije, to ima skozi not v glavu. Tem pritiskom, da mora v nekaj senzacionalnega verjeti, to se vkleščijo tako rekoč eni in isti ljudje. V Sloveniji so znani, tam klepet ob kavi, jih je malo morje, ta Matjaž Obranovič je eden eklatanten, Valentin Rozman, da tega poslušate, to cepate od smeha. Jaz sem vse to preposlušal, zato vem poimensko, Stojan Svet, chemtrailsi, ali pa Gregor Škerl, Harp, chemtrailsi, pa tudi tale Anton Komat iz tega registra zarotnikom, ali pa on, Ogorevc. Da tega vprašate kaj o piramidah. Takoj se obesil na Osmanagiča. Ampak imate vi te, ki so aktivni promotori teorije zarote, pa še kujejo nove teorije zarote. Bermudski trikotnik je tudi tam pri Bohinju in je avtor tega, tam nekdo. Potem imate pa pasivne ovce, ki pa verjamejo vse, malo sodelujejo, ampak niso pa antagonisti, pobudniki. Niso tvorni agenti, ampak so bolj trpni pacienti, kot bi rekel, Rastko Močnik v svojih
teorijah o ideologiji. In te zarotniki, te glavni protagonisti, aktivni, zanikajo, da bi bili slučajno oni ujetniki teorije zarote. Ni govora. On še pravi, potem se pa iz nas norce delajo, da smo teoretiki zarote. On Dejan Lučić, ta je najbolj pritegnen, pa najbolj slaven v Srbiji. Norih je več, kot je ta Dejan Lučić. On je pa napisal največ knjig. Enih 10 vam jih citiram. Srđan Novo, Aleksandar Novo, Metanoja, ne vem kaj, Aleksandar Metanoja, psiholog, paste, psihoterapeut, Nada Kostić. Jaz sem ta Petar Čelik, ta je bil pa en mišičnjak, ta ima teoriji zarote zdaj, človek, ki je red v središču pozornosti, si izmišljuje take nebuloze, ne, in potem pride do intervjuja in vsi se divijo. On zgodovinar en let nazaj umrl. Jovan Deretić. Kristus je bil Srbin. Devica Marija isto. Tito je 3 put smenjen. Ali imel je sina Slobodana Miloševića. To je Titov sin. Marija, žena od Miloševića, Marković, ona je pa čera od Tina. Znači, Slobodan Milošević, njegova žena, so brat in sestra. Sam da bo je zapečen v to glav. What? On orgazmira. Jovan Deretić. Premenil doktor filozofije. Mi smo imeli enega tazga, Frances Sussman. Kak je ta govor, 20 let nazaj. To sem hodil na predavanja. To sem imel diktafon, to sem poslušal, pisal. Poezija za poslušati. Dobiš tazga norca za poslušati. Ne? Zdaj jih imaš pa servirane v klepet ob kavi. Če bi se rad nasmejal, greš Valentina Rozmana poslušati. Ali pa Obranoviča. Skratka, ti psihotiki so prepričljivi oziroma aktivni zarotniki so zelo prepričljivi in 100% verjamejo v izrečeno. To se jih ne da prepričati, da se motijo. Ne da. Tako kot norca ne moreš prepričati, da je nor. Se mu ne da dopovedati. Psihotiku ne moreš ti dopovedati, da je nor. On ne ve, da je nor. On 100% ve, da ni nor. V resnici gre pa za ranjene duše. Ja, to je ta verska sekta. Ne? Guru, aktivni, pobudnik nečesa, ne? Diagnoza bi bila histrionična osebnostna motnja z veliko primesmi patološkega oziroma grandioznega narcizma, se to je zelo podobno. Ne? Če bi s faktorsko analizo, je to zelo blizu so te faktori. Vladislav, pojoči guru, major, troha. Potem so te ovce. To imajo vsi njegovo logiko. Pa če greste gledati, kje je fotor teh bab, ga ni. Ali pa je, ne vem, ena je tam v reji, en fotor šizofrenik. Ne. Celo psihotično logiko so se ne vzeli zaradi transferja. V psihoanalizi je fenomen znan, ne. V psihoanalizi se ve, oziroma v psihoterapiji se ve, Freud je to odkril, da se pacientka more čustveno vezati na svojega psihoterapeuta, da je lahko opere možgane na zdravje, na mentalno zdravje. Tle ti pa guru opere možgane na nebulozo. Transfer pomeni zaljubljenost, strogo teoretsko. Freud je rekel Breuerju, pa te tvoje pacientke so tebe zaljubljene, ti baraba pa še vsako nažgeš. Berta Poppenheim, Ana O. Zaljubljena so ga psihoterapeuta Breuerja in ta je oprav možgane. Ali pa Ida Bauer, pa Dora, Freudova pacientka, s tem, da Freud si ni nič seksualnega upal s to 18-letno pacientko, ki je imela psihosomatske motnje. Dočim Jung, ta je pa žgal svoje paciente ko zajc. In te verske sekte so znane iz Amerike. Zdaj jih ni več toliko, bilo jih je pa 230 let nazaj, 40, Charles Manson. To je komuna, verska sekta. Ampak tam imajo tisti healerji, zdravilci. To grejo komune, to so cele družine ukleščene v te sekte. S temi guruji. In
Dogaja se pa še veliko nečesa prepovedanega, seksualnosti. 3-krat so udarili na RTV, 3-krat, ali 4-krat že zdaj. Zanj so spet bili. Celo logiko prevzamejo in začnejo verjeti v teorije zarote na pobudo svojega guruja, ki mu pere možgane. Torej, ta nekdo iz ozadja, nek veljak, poseduje resnico o nečem, o nekem početju, nekem skrivnostnem početju, ki ima negativni, sovražni predznak. Ta nekdo je veličastna osebnost, potem si sposojate Gatese, ali pa vedno je tudi vlada v ozadju, Elon Musk, George Soros, Bezos, NASA, FBI, CIA, prej sem že omenil, Illuminati, prostozidarji, še vedno obstajajo. Vse res, da obstaja, prostozidarstvo obstaja, sam nima nikakršne moči. Pa imaš te bankirje, imajo denar. To te zarotnike vse odkajajo svoje teorije. Nezemljani so vedno v teh zgodbah. Svetovna plenilska elita. In seveda uradna znanost, uradna stroka nas zavaja. In pride do teh kognitivnih zdrsov, nelogičnosti, tudi laži, nekih polresnic, ki imajo status tega mašila, torej mane, manjka v manjku smisla, manjka v primanjkljaju smisla. Zato, da je cela zgodba inteligibilna, popolna, z repom pa glavo, sekundarna elaboracija pa tista, ki skompatibilizira različne logike, različna dejstva, različne miselne tokove. Racionalizacija še malo pomaga zgladiti razprtije v logiki. In potem se izognemo na ta način škrtanju v logiki, nekaj nelagodju, neprijetnosti. Potem je kognitivna disonanca sanirana. No, teorije zarote na eno temo so lahko različne. Je senzacija kot sprožilec, uradna znanost pravi, netopiri so v Wuhanu tole, na človeka. In potem eni rečejo, Kitajci so to naredili zato, da bi zmanjšali populacijo starostnikov, ali pa zato, da bi onesposobili Američane. Ali pa, tretji pa pravijo, vojaške igre v Wuhanu oktobra so bile zato, da so Američani prenesli virus iz svojih laboratorijev na Kitajsko in da so Kitajci zjebali. Na isto temo 3 različne teorije zarote. Vse teorije zarote se dajo napovedati. Zdaj slučajno 5G, 5G, Gregor Kos, zdrava hrana, proticepilci, pa 5G, kaže gibanje osveščeni, glasilo za zdravo družbo, številka 4. Tale jih imam, celega Boga. Študiram sociologijo norosti. Skratka, teorija zarota bi mogla imeti ime domneva zarote, špekulacija zarote, špekulativno, daš ti alternativno interpretacijo. Pravijo pa, da gre za še en poskus prikrivanja neke resnice. Načrten poskus v teh teorijah zarote, da vlada načrtno prikriva neko definitivno resnico, ki je v ozadju. Ta resnica je škodljiva. In potem zarotniki vse domnevno razkrijejo. Oni mislijo, da vse razkrijejo tisti nateg, uradno avtoriteto potem razkrinkajo in potem se počutijo blažene. To je ta občutek. Zdaj, te lažne novice pa niso teorija zarote, to so pa laži. Od teh laži imajo ljudje koristi, tisti, ki sproducirajo laži, imajo take in drugačne koristi, nekateri zgolj sadistično uživajo, ker mislijo, koliko so zjebali tam nekatere, ker so se lagali v nečem. In potem sadistično uživajo. Laži, načrtne, fake news, imajo pa tudi lahko skrit namen.
so projektno ustvarjene strani nekih organizacij, političnih strank, lobijev, zato da se tam sprosti nek trg ali pa da se nek profit naredi, mogoče na volitvah. Sicer gre v teoriji zarote se pa ljudje olajšajo, ko dajo to ven, ko se borijo proti uradnim interpretacijam, neizmerno to doživljajo neko sprostitev, reakcijo, neke napetosti, da tisto nezavedno jedro se sprosti oziroma predeluje, lajšajo si dušo, ko se borijo pa razkrinkavajo uradno znanost, vlado, plenilske elite. V resnici jih pa ustvarjajo zato, da podoživijo paradigmo iz otroštva. Gre dejansko za neko obsesivno motnjo, kompulzijo, ki ni zdaj klasična kot OKM, obsesivna kompulzivna motnja, ampak ima te neke atribute obsesije pa kompulzije, pomešane z nanašajnimi blodnjami. No, zdaj bom na tej točki prešel malo na to psihoanalizo. Dva spisa sta ključna. Rekel sem že o seksualnem razsvetljevanju otrok, 1907 je Freud to napisal, potem je pa še o infantilnih seksualnih teorijah, podoben spis, oziroma tokrat gre bolj za odprto pismo, dr. Firstu, ki je bil takrat urednik neke revije o socialni medicini in higieni. In zato, da je Freud razpravljal te stvari, ki so ga težile, in da dal ven to znanje, tudi Firstu, si je zastavil vprašanje, ali otrokom sploh smemo osvetliti dejstva o seksualnem življenju odraslih ljudi. V kateri starosti naj se to zgodi in na kakšen način. To so bila izhodiščna vprašanja, ki si jih je Freud, torej sam sebi si jih je zadal, potem je razpravljal. In svaril, če otrokom ne pojasnimo problema, zaradi katerega so se obrnili na starše, potem o njem sam ta otrok sam premišljuje in se dokoplje do takšnih poskusov razlage, v katerih se pravilna ugibanja na najbolj čudne načine prepletajo z grotesknim in zmotnim. Groteskne interpretacije se otroku pojavijo v glavi, če ne dobi dostojne interpretacije strani staršev. Potem pa sam zabluzi. Lahko v groteskno smer, lahko pa v pravo smer. Pa Freud v tej isti sapi, ko to razpravlja, svari pred nanašalnimi blodnjami, ki so jedro teorij zarote, obsesijah in kompulzijah, to je znano iz OKM-ja, to je enigmatična bolezen, o kateri še psihiatri danes ne vedo vsega. Tudi mene tole malo muči, tale OKM. Potem so še pa psihotične halucinacije, oziroma intelektualne nanašalne blodnje halucinatornih nekih statusov. In vse to troje predstavlja inherentni del današnjih teorij zarote. Zdaj mogoče bi kar prebral še tale Freudov citat, oziroma 2, 3, 4, 5, ali koliko jih je. Takole bom rekel, pomembno je, da otroci ne dobijo vtisa, da jim hočejo dejstva o spolnem življenju bolj odeti v skrivnost kot karkoli drugo, česar njihov razum še ne more dojeti. Če otrokom ne pojasnimo problema, zaradi katerega so se obrnili na starše, potem o njem premišljujejo sami in se dokopljajo do takšnih poskušov razlage, v katerih se pravilna ugibanja na najbolj čudne načine prepletajo z groteskno zmotnim. O tem sem nekaj govoril, da kot otrok sam mogoče razmišlja o anatomiji genitalij, zakaj so razlike genitalne med spoloma, odkot otroci, on se lahko fej zakalkulira. Tudi ta, da mamica dojenčka izkaka iz serije,
je tudi med njimi, namesto da bi povedali, da to obstaja tam nekje neka luknja, kjer otrok ven pride, potem mislijo, da pride pri porodu do kakanja. In zaradi te interpretacije, recimo, si določene ženske želijo analnega seksa. Ker predolgo niso vedeli za obstoj vagine. Vedeli so, da obstaja nek lulček, očetov lulček, z svojo vagino ni vedela pa je, da kaka. In mislila, da porod pomeni kakanje dojenčka. To je bil intermezzo. Otrokova radovednost ne bi nikoli dosegla tolikšne intenzivnosti, če bi na vsaki stopni njegovega učenja dobila ustrezno interpretacijo oziroma zadovoljitev. Modruje Freud. In hkrati je poudaril, da zavajanje otrok v njih samih poraja nevero in močne dvome, ki pa jih pogosto ne priznajo na nek odkrit način, skrivajo jih, ali pa jih celo te dvome predelujejo v svojem nezavednem. V kontekstu teh interpretacijsko prevaralnih ali prevaranih, zavedenih oziroma nalaganih otrocih, Freud še dodaja, od te prve prevare in zavrnitve gojijo v sebi nezaupanje do odraslih. Zato svojo nadaljnje raziskovanje zavijajo v skrivnost. Sami pri sebi potem začnejo razmišljati. Grejo lahko v pravo smer ali se pa zakalkulirajo. Freud na tak način razmišlja in če suma sumarum vse to freudovsko gledanje oziroma Freudovo gledanje razumemo v kontekstu teorije zarote, potem vidimo, da je Freud v zvezi s teorijami zarote tako rekoč že vse povedal. Ker Freuda so burile otrokove napačne seksualne teorije. Te napačne seksualne teorije, o katerih bom razpravljal v nadaljevanju, imajo, tako Freud piše, to ga citiram, v nadaljevanju, imajo vse zelo nenavaden značaj. Čeprav na grotesken način zgrešijo, vendarle vsaka od njih vsebuje košček prave resničnosti. In v tem so podobne genialnim, ampak to da pod narekovaje, zamislim odraslih o problemih sveta, ki presegajo človeški razum. In tukaj aludira na teorije zarote. Ta ključni Freudov citat namiguje, da je Freud tako rekoč izpostavljal, da se groteskna verjetja nanašajo na infantilne seksualne teorije, na otrokovo avtonomno razmišljanje o štorkli in otrocih, o anatomiji genitalij in še o nečem, kar bom jaz pozneje razložil. Freud je trdil, da so otroci skozi samoiniciativnost v razmišljanju, izostrijo svojo sposobnost razmišljanja, avtonomnega razmišljanja. Neznanke iz registra seksualnosti mu vzburjajo radovednost, vedoželjnost, torej, ki predstavlja fundament vseh poznejših vedoželjnosti, poznejših radoželjnosti, radovednosti. In od tod se potem napaja ta epistemološka pulzija, v katero so ujeti tako rekoč vsi znanstveniki, moški in ženske, s tem, da imajo moški večjo vedoželjnost, ker se bolj ukvarjajo z idejo, kako prihajajo na svet otroci, kot same punčke. Otroški imperativ, ki zaznamuje vsakega poznejšega znanstvenika, se glasi: rad bi vedel, rad bi odkril, rad bi spoznal. S tem vprašanjem, rad bi vedel, spoznal, se ukvarja otrok. Zato to učinkuje na znanstveni v odraslosti, moškega in ženskega. Sam moških, ki bi radi vedeli in bili znanstveniki, je več tudi zato, ker svojim prodornim umom penetrirajo v enigmo neznanosti.
oziroma neznanja. Rinejo v znanstveno spoznanje, ker imajo rinjajoče genitalije. Moški rine in spoznava. Ženska pa ni rinjajoča, ker nima penisa. Zato je manj znanstvenic. Intermezzo je bil to. Po Freudovem mnenju se nagon po spoznavanju napaja iz otrokove želje, da bi razumel, od kje prihajajo na svet otroci in zakaj obstajajo genitalne razlike med spoloma. Tako Freud. Jaz pa dodajam, da so tile trije decembrski možje, Dedek Mraz, Božiček, Miklavž, tudi Špicparklec, tisti, ki otroka tako zdrmajo, da z velikim navdušenjem razmišlja o Dedku Mrazu, o darilih, kako to pride, kdo to njemu na kakšen način prinese, kako ve, kaj mu mora prenesti, kako pismo prebere. Cel december se mu mota po glavi, otroku, kako to, da ta Dedek Mraz, ne vem, je v Ljubljani takšen, doma na vasi pa drugačen, tam nekje pa spet v šoli drugačen, nekje Miklavž, nekje Dedek Mraz, bel, rdeč, pa pride pa še Miklavž, oziroma ta pride prvi od vseh. Pa glej ga šmenta, še zobna miška, začne denar nositi, če si zob spuliš. In pa se tam malo, ok, denar je vesel, ampak si misli, pismo so tele moji starši, butast, ne vejo, da jaz vem. V to smer gre že mali otrokov recimo pri 5 letih. To hiperinvestirano, hiperlibidinalno investirano zanimanje otrok in tudi zavajanje staršev okrog Dedka Mraza, Božička, zobne miške, Miklavža, a pa še česa, recimo, pravljičnih junakov, da to živi. Otrok si misli, kaj, vi mislite, da sem norm, ne, on pa suvereno razlaga, ne, on pa opozicijo staršem vzpostavi mogoče zgolj v sebi, zato da ne bo rekel, če bom jaz razkril, da vem, kdo je Dedek Mraz, potem ne bom dobil daril. Pa se tam pretvarja, da še kar verjame v Dedka Mraza, zato da dobi darilo. V resnici pa ve, da to ni res. Se pravi, zgradi opozicijo staršem. Nekateri starši predolgo zavajajo svoje otroke, da obstaja Dedek Mraz. Ali pa tam na področju prihajajo na svet otrokom. In taki otroci v odraslosti lahko hitro postanejo žrtve raznih verjetij v teorije zarote. Tole naše zanikanje virusa, dobršnega dela ljudi v Sloveniji, tudi po svetu, če tudi z beznim sklicovanjem na različne teorije zarote, ima svojo interpretacijo. Prej sem že govoril, da mi vpeljemo, ali pa nekateri, tale efekt toležilnega upanja, katerega bistvo je samo zanikanje, avtoprevaralnost, samoprevaralnost. In mnogi to lažejo sam sebi, da si kar verjamejo. Grušovnik govori o tej hoteni nevednosti, jaz sem govoril o motivirani nevednosti, torej vse to je isto, o nekem zanikanju. Virus ne obstaja. To zanikanje je vezano na to avtoprevaro, ki ti olajša bivanje, olajša ti življenje. Če ti suvereno sam se plažeš in si še verjameš, da virusa ni, se tako fajn počutiš. Zbledi zaskrbljenost, olajša si trpljenje, ublažiš si strah, potolažiš se. Če suvereno sebi rečeš, to je pa fake news. Pandemija je fake news, to ni. Pandemija je teorija zarote. V resnici pandemije sploh ni, to nas neki nategujejo. No, to je teorija zarote, da nekdo tako razmišlja. Ampak ko tako razmišlja, si pa boža dušo, se potolaži, se avtoprevaralno prefilma, se nategne samega sebe. To je obrambni mehanizem.
Potem še tole, mislim, da je nek predzadnji slajd, kaj. V pasti teorije zarote in tudi te tolažilne, avtoprevaralne interpretacije se lahko ujamejo tudi strokovnjaki, tudi doktori. Ne sicer imunologi, ampak tam neki zobozdravniki, Figl ali pa internisti, Uroš Dobnikar, prvo podpisani. To bi vpliv njegove žene, pianistke, mogli preveriti, kako nek zdravnik take neumnosti govori kot ta Uroš Dobnikar, ali pa on Zobar, ali pa, ne vem, psiholog Miran Možina, dekan Univerze Sigmunda Freuda. Ta je na onem listi, da je vse narobe. Da ni z narobe dela. Logarjeva, Bejovića, Krek, vse narobe. Jerala, narobe. Pa ona, Biserka Ilin. Ta je pa prijateljica one, Mila Lečković. Je Srbkinja, ta je pa pol Vojvođanka, pol pa Mađarka. Biserka Ilin, tam nekje protestna pisma je že pisala lani v Murski Soboti. Mi moramo verjeti uradni stroki, ampak tvegamo napako alfa, se reče, napako prve vrste. En majhen procent možnosti pa je, da se ta uradna stroka, ki se je 30 let šolala, da bi nekaj vedela, moti. Ampak ta procent je majhen. V statistiki tam se govori, napaka alfa je navadi 5%, se tvega v nekih eksperimentih. Lahko pa naredimo napako beta, ne? To pa te zarotnike naredijo, ko sprejmejo teorije zarote, se pravi, virus ne obstaja, cepljenje je škodljivo, nasedajo tem absurdnim teorijam, pa se pa izkaže, da so nasedli, ne? Da so napačno verjeli. Ja, zagrešili so napako druge vrste, napako beta, kot se reče. Tole moje predavanje, če bi jaz imel ta status subjekta, ki ve, tako se mi ga pa spodbija, jaz že vem, za nekatere sem tudi avtoriteta, jaz nisem psihiater, nisem Bog v belem in bom tam doktor v odmejih pa zdaj povedal zadnjo resnico o teoriji zarote. Če bi jaz imel ta status, ali pa če bi nekdo drug, tole, kar sem jaz povedal, spoštovanemu narodu to povedal, s tem statusom avtoritete, bi se znalo zgoditi, da pride do uvida oziroma spoznanja, kar predstavlja jedro te paradigme psihoterapije. V psihoanalizi kot psihoterapevtski metodi se ve, da mora pacient priti do uvida v nezavedno jedro, potem pa simptom izgine, zbledi. Simptom je napačno verjetje v škodljivost cepljenja, pa to, da covida ni, da je to svetovni nateg, da ta pandemija je načrtna zaradi ideje po zmanjšanju populacije, depopulaciji. To verjetje je simptom, česa že? Spodletelih občutkov, ki imajo jedro v nezavednem, v nategu strani staršev. In če avtoriteta servira ta uvid, to spoznanje, simptom, to nebulotično verjetje izgine. Zato bi moralo tolo predavanje biti, množično. Jaz to mogu predavati, ne vem, po šolah, ravnateljem, učiteljem, tistim skeptikom, da bi videli, zakaj imajo oni občutek, da virusa ni, pa da so, ne vem, da je cepljenje škodljivo. Ali pa v državnem svetu, NIJZ-ju, ali pa po televiziji, v raznih intervjujih. In pa pridejo te verske sekte s telimi, da imaš grafen, igla, ti se stavi not v magnet, tretje oko in pol ti tlele računalnik, ki ga vodi država, bere misli in te upravlja. Grafen je strupena snov, s palčko not ti da grafen, ki se ti sestavi, ali pa s cepljenjem. Troha partija ima tole, ne? Ali pa tole, vse razložijo, pa če kje zmanjka, da ni kognitivne disonance, 5G tehnologija, ta pa potem vse speljajo in oni upravljajo, vezje, biosenzori, antene, gotovi smo.
Tole je Saša Petek imela tam pred RTV. Spoštovani, evo, hvala, da ste si vzeli uro pa pol časa, ali koliko. Kaj bom zdaj dal? Zdaj dal stop sharing, kar kaže. Stop sharing, evo me opet. Spoštovani, tole predavanje je zelo koristno, ker se lahko določeni ljudje zamislijo in rečejo, wow, mene so pa zavajali z dedkom Mrazom v 8. razredu, še kar nisem točno vedela, ali je dedek Mraz ali ga ni. Ali pa v 2. razredu, ne. Ali pa jo, meni so pa rekli, to je rekla Saša Petek na enem predavanju, da so njo nalagali, da otroka nosi štorklja. Pa dedek Mraz, pa tu se otroka nafljanca čim dlje, da bolj uživa. Da so to bele laži. Ja, to sem tudi jaz delal, ne. Sam en od mojih otrok, ne, ta starejši, verjame v te kentrese, anticepilec. Vse mlajši tudi, no, na neki točki. Ampak mlajšega smo zavajali s tem dedkom Mrazom, starejšega pa tam do 6., 7., 8. leta, zato da bi še tam malo užival v presenečenju za december. In ta starejši je obseden s teorijami zarote. Sam jaz kot mladi očka takrat nisem vedel. Zato poskušam ta znanja prenesti na vas. Evo, hvala, ker ste me poslušali. Čau.